Kako do višjih pozicij na Googlu? Zate imava pripravljenih 7 temeljnih nasvetov. Dober dan, dobrodošli v novi oddaji Point Out Weekly. 67. oddaja je že tole, vse o njej najdeš na pointout.si/weekly67 oziroma poševnica weekly67, če ti je slovenski izraz ljubši. Lahko naj jo seveda tudi poslušaš podcast v obliki. Vse oddaje so na voljo na Facebooku, YouTubeu. In pa počasno mi bo že zmanjkalo zraka, tako da ne skrti povej, nadaljuj naprej. O čem govoriva danes? Danes pa govoriva o 7 temeljnih nasvetov za SEO optimizacijo bloga. In najbolj, da greva kar v oddajo, ne? Najbolj, da greva kar v oddajo, torej kdo bo pokril prvo točko, predajam kar te besedo. Za prvo točko sva izbrala eno zelo pomembno zadevo, in sicer, ker se veliko ljudi še ne zaveda, in sicer, da se piše daljše članke, da se osredotočimo na pisanje daljših blog člankov. Če je bilo v preteklosti optimizacija osredotočena bolj na nek tehnični vidik, je danes zelo pomembno, da se osredotočimo na samo vsebino, ker po raziskavah oziroma po raziskavi, pa bomo dali link do nje, naj bi članki, ki so daljši od 1500 besed, pa vse do 2000 besed, da jih Google bolj rangira. In iz tega vidika tudi pri dolžini članka je pol pomembno tudi sam UX vidik. Zaradi tega, ker to potem omogoča, da se uporabnica dalj časa zadrži na spletni strani. In vse to nam potem zvišuje ta ranking po Googlu. Ok, naslednja točka, ki bi jo pokrila, je, da naredimo prispevke bolj vizualno zanimive. To je zaradi 2 vidikov pomembno. Prvič je, ti se seveda najprej to poudarjam, je ta user experience oziroma uporabniška izkušnja. Seveda je veliko bolje, lepše, lažje brati članke, ki imajo tudi vizualno predstavitev tega, o čemer govorijo, kot pa tiste, ki so suhoparni in nimajo niti ene same slike. In še več, to, kar govorim, so tudi potrdile raziskave. Če ima članek vsaj eno sliko, so tudi ljudje bolj veseli, so bolj dovzetni, da ga dejansko preberejo. In pa drug vidik je pa ta res pure SEO. Če dejansko imamo slike, lahko tudi slike optimiziramo za spletne iskalnike z vsemi tistimi alt tagi, naslovi in tako dalje, imenom datoteke, tako da vsekakor pripomore tudi k, kako se temu reče, vidljivosti na Googlu, če imamo seveda v člankih slike. Je pa res, da sama količina slik ali grafik ne vpliva direktno na rangiranje po Googlu. Zato je pač pomembno, da se potrudiš, da dodaš vsaj eno sliko. Se pravi, količina ni toliko pomembna, je pa pomembno, da vsak članek vsebuje vsaj eno sliko. Ampak, kot je Zoran prej povedal, je pa pomembno zaradi samega UX experience in doživetja, ko beremo članek, ker preko slik lahko veliko več zadev tudi doživljamo ali pa izvemo. Ok, naslednja točka je seveda pridobivanje povezav oziroma tako imenovanih backlinkov do tvojega prispevka na blogu. To je eden najpomembnejših, če ne celo najbolj pomemben faktor pri SEO, in tudi Google priznava med drugim, da je ta faktor med top 3. Kaj to pomeni? To seveda pomeni, da druge strani linkajo oziroma imajo tako imenovane hiperpovezave do tvojega prispevka na blogu. Zdaj, kako to dosežeš, seveda obstaja več različnih taktik, o katerih bi lahko naredila eno posebno oddajo. Ampak, če naštejem takole, kar iz rokava stresam, čeprav danes jih nimam, res je, imam tukaj zgoraj. Ene 3 je recimo, da seveda se sam vključiš in na drugih straneh pišeš o podobnih tematikah ali pa povezanih tematikah in potem nekako linkaš do svojega prispevka na blogu. Se pravi, da imaš kot neke vrste guest posting, bi temu rekli. Naslednja, recimo eden izmed takih taktik je, ki ga bi lahko uporabil, je, da nekako poskušaš drugim, da drugi linkajo
na tvoje članke, tako da jim dejansko pišeš preko e-maila oziroma stopiš z njimi v kontakt in nekako v nekem članku poskušaš njihov članek dopolniti tudi tako, da dejansko se linka do tvoje strani. Seveda, to je relativno težko, tako da moraš res neko vrednost morajo videti tisti, ki imajo svoje članke v tem, da linkajo do tvojega članka. In pa recimo še ena, da bojo 3, se lahko nekako tudi poskušaš izpostaviti kot strokovnjak z določenega področja, v katerem pišeš in nekako poskušaš pridobiti neke intervjuje, da drugi pišejo o tebi in tako dalje. Bi pa še to omenil, če je vsebina dejansko kakovostna, o čemer je govoril Nejc v prvi točki, bodo tudi te backlinki oziroma povezave prihajali tudi organsko. Ja, res je. Zdaj prej, ko si omenil, da nekomu zaprosimo oziroma mu pišemo, če bi lahko naš blog po linku. Mislim, da smo ravno nekaj dni nazaj dobili eno tako prošnjo. Se pravi, nekdo nam je pisal in je rekel, če lahko njegov blog dodamo, ker smo mi napisali, mislim, da je bil članek na temo družbenih omrežij, je ta oseba ta članek opazila in je takoj izkoristila priložnost za to, da nam je pisala, da bi mi njegov link, njen se ne vem, kjerga spola je bila ta oseba, uvrstili v naš blog, da si s tem on potem dviga kredibilnost. In to, predvsem ta kredibilnost je ful velik pomen za Google, ne? Ker to, če je naša baza široka, če imamo mi veliko teh connectionov povezav, to daje Google informacijo, ok, ta stran je pa res kredibilna. In s tem prideva tudi do naslednje točke. In sicer, če sva zdaj razlagala grajenje bolj off-site pa optimizacijo preko Google, je tudi zelo pomembno on-site optimizacija in vključevanje notranjih povezav. Se pravi, da se blog članek povezuje tudi z drugimi blog članki na naši strani. Kar pomeni, če mi pišemo nekaj o družbenih omrežjih in se na nekaj navezujemo, morda smo pa v preteklosti že napisali kakšen drug članek na temo družbenih omrežij s kakšnimi taktikami ali pa nasveti in je dobro, da ta članek potem direktno polinkamo, ker s tem, ko nekdo prebera članek in mu je in nam sporoča, ok, ta vsebina nam je zanimiva, lahko hitro izkoristimo tudi priložnost, ok, če ti je pa to zanimivo, tukaj imamo pa še tudi članek s podobno vsebino. Ok, in seveda vse te zadeve, tudi o katerih danes govoriva in tudi sicer jih mogoče že ve z vidika SEA, je včasih malo težje pokriti oziroma se vsega spomniti ali pa najlažje bi bilo, če bi imel neko checklisto oziroma še lažje je tisto, kar podlagava v 5. točki, je, da si namestiš neke vtičnike, recimo, če uporabljaš WordPress, sta 2 zelo znana, Yoast SEO in pa All-in-One SEO, s katerimi dejansko delujeta kot neke vrste checkliste in ti pomagata pri preverjanju, če si svoj prispevek dobro optimiziral. Z vidika ključne besede, naslova, z vidika slik, z vidika zunanjih, notranjih povezav in tako dalje. In pa za SEO je seveda tudi izredno pomembna hitrost spletne strani. Namreč Google daje velik pomen temu, kako hitro je vaša stran, ker to vpliva na user experience, ker to vpliva na celostno izkušnjo, ki jo ima nekdo s stranjo. Zato tudi tukaj priporočava mogoče kak vtičnik, mi dosti uporabljamo VP Rocket. Tako je, VP Rocket oziroma VP Rocket. Alternativa, več alternativ je tudi drugih, no ta je plačljiv, pa ne nazadnje tisto, no to sem želel še povedati, da ne bom preveč besedičil, je to, da velikokrat so slike problem. Se pravi, slike so precej težke, zasedajo veliko prostora in zato je tudi smiselno mogoče uporabiti nek vtičnik na to temo. Se pravi, mi uporabljamo Imagify, obstajajo pa tudi ostali, recimo VP Smashed, se mi zdi, ali Smashed, ali nekaj tazga, nekaj v tem smislu, tako da, če napišeš v Google, boš sigurno najdel. Pa če se ne motim, ko si omenil Yoast SEO pa All-in-One SEO, jaz za Yoast vem je brezplačen, ampak ga lahko pa tudi upgradeš. Se pravi, inštaliri si ga, ker je osnovna verzija brezplačna, medtem ko če želiš še bolj iz SEO-ta izpopolniti svoj performance, pa lahko potem tudi zadevo kupiš. Tako da nič te ne stane, da to inštaliraš oziroma namestiš.
Ok, naslednja točka, do katere prideva, je, da je zelo pomembna tudi struktura URL linkov. Se pravi, izboljšajo. Tukaj je pomembno z vidika in ključnih besed in tematike, se pravi, ker en vidik je, da so ključne besede v URL linke oziroma permalinke vključene. Drug vidik pa je, da ukolikor bo ta URL naslov, kako bi rekel, dobro napisan, bo to pomenil spet boljšo uporabniško izkušnjo, ker bo uporabnik točno vedel, na kakšno stran je prišel. Ker to je tudi eden izmed dejavnikov, kot mi organsko iščemo nekaj na Google in potem kliknemo, mi potem lahko zelo hitro vidimo, a je to res, kar smo iskali. In je ful pomemben ta match med tem, kar iščemo in kaj nam vsebina servira, oziroma kakšen je tudi ta URL naslov. Ok, in pa še zadnji nasvet danes, ta je pa povezan z tako imenovanimi internetnimi drobtinicami, ker mi pa ta slovenski izraz ni tako blizu, ga mogoče bolj poznaš pod angleškim nazivom breadcrumbs. Gre za tako imenovano serijo linkov oziroma povezav, ki jih prikažeš na spletni strani in ki točno kažejo, kakšna je struktura spletne strani. Zakaj je to dobro? Spet dva vidika, Google vidik in pa vidik uporabniške izkušnje. Za uporabnika je to dobra informacija, ker bolje razume strukturo strani, se lahko tudi vedno vrne in tudi razume, kako je stran oziroma tvoj blog kategoriziran. Za Google pa je to informacija tudi ponovno, da on razume strukturo in pa pomembnost posameznih podstrani na tvoji strani. Tipično, to si zagotovo že videl, če trenutno ne veš, o čem govorim, to si skoraj zagotovo videl na spletnih trgovinah, ki to precej uporabljajo. Recimo en primer, tak očiten, je mimovrste.com, pri njih boš videl, da so te breadcrumbsi vedno na vrhu, s katerim ti pokažejo točno, v kateri kategoriji trenutno gledaš izbrani izdelek. Tako, in to je teh 7 nasvetov, ki sva jih pripravila za danes. Ukolikor imaš ti tudi kaj v rokavu, oziroma lahko iz njega stresaš, daj komentar, napiš, kaj je tvoj nasvet za SEO optimizacijo ali pa kar se je pri tebi izkazalo, da ful dobro učinkuje, zapiš v komentar. Če pa oddajo gledaš oziroma ne gledaš, ampak poslušaš v podcast obliki, pa daj stisni eno 5, zakaj? Ker bo s tem pomagal ostalim, da bodo ta podcast tudi opazili, ker so danes govorili o SEO optimizaciji, ker to zboljša ranking naše oddaje in daš priložnost tudi drugim, da jo opazijo. Tako da to je bilo, mislim, da za danes in se vidimo naslednjič. Dio. Čau. Why?